Skupnost, ki se je ponovno rodila v Svetem Duhu, išče harmonijo in je potrpežljiva v trpljenju. Tako so se glasile besede papeža Frančiška med današnjo jutranjo sveto mašo, ki jo je daroval v kapeli doma Svete Marte. Še en poudarek njegove homilije je bil, da kristjani ne smejo kopičiti bogastva, temveč dati sredstva na razpolago tistemu, ki jih potrebuje. Tako, kot je to počela prva skupnost, ki so jo vodili apostoli. Sveti oče se je nanašal na odlomek iz apostolskih del, ki opisuje življenje prve krščanske skupnosti. Katere sadove v skupnost prinaša Sveti Duh, se je najprej vprašal. Nato je poudaril, da sta znamenji ponovnega rojstva dve. Prvo je harmonija. Prerojena skupnost ali skupnost tistih, ki se ponovno rodijo v duhu, ima to milost enosti, harmonije. Edini, ki nam lahko da harmonijo, je Sveti Duh, kajti tudi on je harmonija med očetom in sinom. Je dar, ki dela harmonijo. Drugo znamenje ponovnega rojstva pa je skupno dobro. Nihče med njimi namreč ni trpel pomankanja. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last. V prvi krščanski skupnosti je bilo vse skupno. Tisti, ki so bili bogati, so svoje dali na razpolago. To sta dve znamenji skupnosti, ki živi v duhu, je povzel papež Frančišek.